da delamo naprej. Zdaj delamo, rekli smo, ok, delamo lahko naprej, tako da se na začetku meseca usedemo, pa za cel mesec naredimo. Lahko pa tudi si tako rečemo, ne, jaz konkretno imam ponedeljke, če boste pogledali v moj koledar, kjer se lahko rezervira klice, ob ponedeljkih se mene ne da rezervirati, ker takrat jaz delam na svojih zadevah. Takrat sem jaz najbolj spočita, takrat sem najbolj v tej energiji, da vem, da me ne bo šel odnesel, ker bolj, ko gre teden proti koncu, več šans je, da me odnese z osebnimi privat zadevami in drugimi zadevami kamorkoli, tako da recimo si rezerviram en dan na teden in takrat v bistvu pripravljam stvari za en teden vnaprej. Niti ne za tekoči teden, ampak kot sem rekla, tole, kar zdaj delam, bo recimo že za 2 tedna vnaprej. In to sta v bistvu pravzaprav edini oziroma najbolj pomembni, ali pa ne vem, kako ne rečem, skrivnosti, ki nam v bistvu prineseta to, da res imamo, bom rekla, ta prihranek časa, to optimizacijo, vse te zadeve. V prvi vrsti gre tukaj vedno za, niti ne gre za orodja, ne. Mene dostikrat ljudje rečejo, ok, daj pokaž mi orodja, ki mi bojo vse to olajšala. Ne, na prvi fazi ti nobeno orodje ne bo pomagalo, noben sistem, nobena platforma ne bo pomagala, če nimaš v bistvu na začetku organizacijsko poštimanih zadev. In tukaj je disciplina več kot motivacija. Mi smo lahko blazno zmotivirani, imamo blazno dobre ideje v glavi, ampak če vsega tega postopoma ne dajemo v prakso, če postopoma tega ne podpremo organizacijsko, bojo zadeve pravzaprav ali na koncu postale, bom rekla, ena taka velika zmešnjava, da ne vemo, kje smo, kaj smo, ali pa ne bojo več lahkotne, ne? Ker bomo vsak dan mečko nadrobili, pa vsak dan mečko nadelali.